Ohranjanje zdrave kože je temeljnega pomena pri preprečevanju poškodb zaradi pritiska. Nega kože ohranja in izboljšuje njeno celovitost. To zajema umivanje kože, sušenje, uporabo produktov, ki navlažijo, namastijo kožo ter jo zaščitijo. Vsakega pacienta ob sprejemu na oddelek ocenimo z lestvico ogroženosti pred poškodbo zaradi pritiska in opravimo pregled kože. Ne glede na to, katero lestvico za oceno ogroženosti uporabljamo, je pomembno, da pri najbolj ogroženem pacientu izvajamo pregled kože 3-krat dnevno. Ne samo pregled kože, tudi položaj pacienta vpliva na nastanek poškodbe zaradi pritiska. Vsa izpostavljena mesta je potrebno opazovati. V ležečem položaju pacienta so najbolj ogrožena mesta: zatilje, lopatici, komolca, trtica in peti. V položaju na boku smo pozorni na pregled kože v predelu uhlja, rame, komolca, kolka, kolena ter zunanje in notranje strani gležnja in pete. Položaj pronacije ali lega pacienta na trebuhu zahteva poseben pregled več izpostavljenih mest: čelo, nos, lica, brada, ključnica, komolec, prsni koš, črevnica, spolovilo, koleno, nart, prsti, uhelj ter seveda pozorni smo na kožo okoli in pod medicinsko-tehničnim pripomočki. Če je pacient v dolgotrajnem sedečem položaju, smo pozorni na notranjo stran stopal, pet, lopatic in trtice. Pacienta v invalidskem vozičku večkrat prestavimo mu težišče zaradi razbremenitve pritiska. Pri uporabi medicinsko-tehničnih pripomočkov moramo biti previdni, saj dolgotrajna uporaba brez ustrezne preventivne zaščite lahko povzroči tudi poškodbo zaradi pritiska. Pri ogroženem pacientu izvedemo zaščito pet, trtice in ostalih ogroženih predelov z uporabo večslojne poliuretanske pene s silikonom. Posebno pozornost namenimo tudi odstranjevanju obližev. Pri tem lahko uporabimo medicinsko pripravljene odstranjevalce lepil. O pojavu rdečine na koži preverimo z blagim pritiskom prsta ali stekelcem, če mesto pobledi ali ne. Postopek ponovimo po 30 minutah. Tako lahko ugotovimo, ali gre že za poškodbo zaradi pritiska prve stopnje ali ne. Vse spremembe kože in pa menjave položajev zabeležimo v ustrezno dokumentacijo.